Lani smo vozili športni avto, ampak ta je bil poceni in si ga lahko privošči praktično vsak, ki ima rad stare avte. Kaj pa, če želim nekaj več? Kaj pa, če želim nekaj prestižnega? Vsi smo kot otroci sanjali o Porschejih, ne? In zato smo imeli njihove modelčke, nekaterih imamo še vedno. Imeli smo tudi plakate na stenah. Zdaj, ko smo postali večji, si pa lahko nekateri tudi privoščimo malo več in si kupimo sanje. Tadam! Porsche 911. A vas zanima, kako je postopek nakupa potekel tukaj? To je še zmeraj hud. Ja, ljudje pogosto mislijo, da je najtežje kupiti Porscheja, je po resnici najtežje kupiti pravega Porscheja. Sploh pri teh starejših avtih, športnih, je lahko napačen nakup zelo drag. Ker večina ljudi pogleda slike, ceno in se pol malo zaletijo, je pa treba zadevo malo bolj globoko pogledati. Mi vedno preverimo vso dokumentacijo, servisno zgodovino, kilometrino, lastništvo, kakšne tehnične informacije oziroma poročila, račune in se pol na podlagi tega odločimo, a bi bil avto primeren za nakup ali ne. Kje so potem tukaj največje pasti? Največja past je v tem, da avto lahko zelo dobro zgleda, skriva pa kup enih stroškov. Ker ljudje večinoma pri teh avtih kupujejo sanje, se teh nakupov, bom rekel, lotijo zelo čustveno. Tukaj emocije treba dati na stran in na zadeve gledati racionalno, ker dober, lep oglas še ne pomeni dobrega primerka vozila. Veliko teh avtov se je vozilo dinamično in so lahko bili predhodno poškodovani, slabo servisirani, imajo pa določeni modeli tudi kakšne hibe, ki jih je dobro vedeti. Recimo generacija 997 je imela IMS ležaj, ki je bil po letu 2006 odpravljen, pa tudi bore scoring oziroma poškodbe sten cilindrov, ki lahko vodijo do kar katastrofe, če avto ni bil primerno uporabljen oziroma vzdrževan, tako da tukaj predlagamo endoskopijo cilindrov. No, jaz recimo si ne bi upal toliko dragega avta kupiti kar prek spleta, ne? Zakaj sem lahko miren? Pomembno je, da stranka ve, kaj kupuje. Pri nas vedno razkrijemo celotno dokumentacijo, celotno servisno zgodovino, tehnična poročila, račune, lastništvo, preverbo kilometrov in tako naprej, ker potem ni nobenih, bi rekel, neprijetnih presenečenj po nakupu, pa stranka tukaj ne kupuje samo vozila, ampak tudi nek občutek varnosti. Okay. Koliko časa potem, ko se odločim, traja, da ga dobim? Ko se odločiš, traja okoli 7 do 10 delovnih dni, ko se odločiš za avto. Je pa res, da če imaš specifične želje, pa iščeš avto z res dobro zgodovino, lahko iskanje traja nekaj tednov. Ko ga pa enkrat najdeš, gre pa zadeve dosti hitro. A so pa tudi pri nas kakšni posebni postopki? Ni nič drugače kot za navadne avte. Je pa seveda pomembno, da pri prevozu izbereš prevoznika, ki mu zaupaš, da se z avtom ne bo igral, da ga bo naložil tako, kot treba. Te avto so zelo nizki, občutljivi, drugače pa homologacija, plačajo se davki v Sloveniji, pa kakšen del, ki mogoče ni bil vpisan v homologacijo v tujini, se homologira pri nas, ampak če imaš izkušnje, gre to hitro pa brez zapletov. In pa se lahko začne končno pelati. Ja, pa ta prav užitek pride pa pol. Ko enkrat uredite vse papirje, končno avto vaš in čas je za spoznavanje. To je model Carrera S 997. Letnik 2006, motor 3,8 litrski, boxer 6-valjni itak, 261 kW, 355 konjev. Krasen avto za tiste, ki uživate v vožnji in ga lahko uporabljate tudi vsak dan, če vam ga ni preveč škoda. Se lahko čisto lepo pele, sploh z avtomatikom, se včasih hecamo, da ga lahko vozi tudi žena, če vas ne skrbi preveč, ali pa mož, če je žena tista, ki nos hlače pri hiši. Ampak ta je ročen menjalnik, še 10krat hujši, itak. Ta avto je sinonim za marsikaj. Za nekatere je Carrera tudi upor proti električnim avtom, ki jih zdaj tudi Porsche veselo predstavlja. So pa seveda s tem povezani tudi stroški. Servisi so eno, dnevni stroški pa drugo. Tukaj bo poraba vedno dvomestna. Logično, ne? Pride pa tukaj potem vzdrževanje, ki je tukaj malo draže, ker rabaš imeti nekoga,
ki ima strokovno znanje, da ga lahko vzdržuje, dostop do materialov in recimo, da je dvakrat dražje kot pri normalnem avtu, tako da strankom vedno rečem, da si pač vzamejo neke rezerve. Pri teh zadevih je pa tudi res, da 911 je veliko bolj uporaben pa zanesljiv avto, kot ljudje mislijo, tako da če kupaš ta prav primer, pa ga vzdržuješ, mirno spiš. Je pa res, jaz vedno tako pravim, da najdražji Porsche je tisti, ki je na začetku videti najcenejši. Ok, ampak recimo, da se ga jaz naveličam, pa ga hočem enkrat prodati. A bo to ful padla cena, bo dobro držal? V to malo dvomim, da bi ga hotel prodati, ker bi se vanga zaljubil pa v ženu, ampak če bi ga pa kdaj hotel prodajati, je pa 911 definitivno eden od avtov, ki najbolj držijo ceno. Če ga boš imel pa dovolj dolg časa, bo pa cena še malo zrasla. Če ga boš lepo vzdržal, če ne boš naredil glih 200 000 kilometrov z njim, tako da ja. No, če bi ga zbiral zase, pa da denar ne bi bil ovira, bi zbral kar kakšen 993 unta zadnji turbo s ta ogromnim spoilerjem zadnji ali pa 911R, ta je tudi full hud. Tako da ključ od tega bom pa zdaj kar vrnil, pa grem nazaj na našo serijko, ker 140 konj je čist dost za stanje v kolonah.